Dober dan. Pred kratkim je v Las Vegasu potekal največji sejem zabavne elektronike na svetu, Consumer Electronics Show, po slovensko CES, ki sva se ga udeležila z mojim današnjim sogovornikom Lenartom Kučičem. In ta sejem je spet pokazal nekakšno shizofreničnost infotehnološke industrije. Po eni strani ves čas beremo, da so sejmi v zatonu, da se da danes vse videti po internetu, ko pa človek pride tja, pa vidi, da vsi proizvajalci in množice obiskovalcev še zmeraj derajo na sejme. Organizatorji so objavili, da se je CES-a udeležilo rekordnih 155.000 obiskovalcev, med njimi nas je bilo samo novinarjev 5.000. V neštevilnih sobah za sestanke so se sklepali posli, predstavljale tehnologije za prihodnjih nekaj let. Kaj nam to vse skupaj pove? Ja, to je bilo res zanimivo vedeti, če skoraj bolj kot samo tehnologijo, ki so jo tam prikazali, in to je, skozi poslušamo, na kakšen način je internet stvari globaliziral in da kar naenkrat tu se lahko naredimo oddaleč, da se takih dogodkov ni treba udeleževati fizično, ampak enostavno spremljamo videe, ki tam nastajajo, spremljamo govore na spletnih prenosih po tole, in da tudi novinarji ne poročajo več iz lica mesta, in ta dogodek je res pokazal dvoje, in sicer to, da so te napovedi bile popolnoma pretirane in da dejansko je lokacija še zmeraj pomembna. Vegas se dogaja v Združenih državah, v Vegasu, ki ima edini toliko velike kapacitete, da lahko tako zadevo goji. Zainteresirana javnost je pripravljena iti čez pol sveta ali pa dvakrat okoli, da dejansko fizično kaj pride, in to je še zmeraj veliko bolj pomembno, kot zgolj brati, kaj se dogaja tako oddaleč na internetu. Druga stvar, ki je bila pa tudi zanimiva, je pa to, da midva, ki niti niso več grozno rosno mlada, sva oba že tako v 30-ih pa še malo čez, so bila med praktično najmlajšimi udeleženci. In pri nas je tehnologija še zmeraj stvar mularije, medtem ko v Ameriki so pa videla, da je bila povprečna starost analitikov, obiskovalcev in sploh novinarjev pa tam kar po moje čez 50. In da so vse velike medijske hiše poslale izkušene veterane, ki so presneto dobro vedeli, kaj se je pred 30 leti dogajalo v tehnologiji, kaj se danes dogaja, in znajo videti tudi skozi to, kaj je samo modna muha, s čim nas poskušajo letos majčkeno prepričati, kaj je pa dejansko res aktualno in novo. No, med temi tehnologijami, ki so lahko samo modna muha ali pa bodo obstale, je najbrž, bi rekli, na CES-u bilo 3-4, recimo. Tam nekje, ja. Ja, recimo ukrivljeni zasloni so ena od njih, potem ki so nadomestili 3D televizorje. Tako, ja. Potem visokorazločljivostni televizorji UHD ali 4K, kot se jim reče. Ja, ki so nadomestili nekdanje visokorazločljive, navadne HD. Potem imamo pametne zapestnice oziroma oblačilno elektroniko in podobne stvari, kot je tale zapestnica tukaj. Tega je bilo na CES-u za vsaj pol dvorane od skupno 3 dvoran. Ogromne dvorane. Ja. In še mogoče četrta zadeva so pa brezžični zvočniki in slušalke oziroma zvok v vseh možnih oblikah. Ja, zvok je bil taka zanimiva stvar, zato ker je, hecen se nam je zdel, ker je res zvok zavzel toliko ogromno enega prostora. In tukaj se je točno videlo to, da je zvok postal, oziroma kakor sem se pa tudi pogovarjala z najnimi sogovorniki, tam je bilo dosti jasno videti, da so oni izračunali, da ljudje so pripravljeni za mobilni telefon, pameten, seveda, odšteti par 100 evrov, in da približno dobrih 100-150 evrov imajo pa še prostora za dodatke. In v te dodatke ne štejejo samo taki in drugačni torbice in podobne stvari, ampak se je zdelo, da je danes vse v znamenju audija. Zdaj, ta audio je pa zato tako popularen, ker se je res Bluetooth je postal zanesljiv in pocen. In kaj so pa videli pol na kitajskih stojnicah, je bilo pa zelo zanimivo videti, ker so bile določene stojnice, ki sploh niso nič posebnega kazali, ampak so enostavno odprli debele fascikle in so rekli, da tukaj so vse mogoče specifikacije, že izdelane matične plošče za vse mogoče naprave. Tole je
Bluetooth čip, ki se poveže s toliko pa toliko napravami, toliko, da vi sam povejte specifikacije, kaj hočete, dajte nam dizajn in čez en mesec dobite kontejner teh izdelkov. No, in te izdelki so bili seveda izredno podobni, ampak pač vsak je poskušal v eno svojo preobleko jih dati. Ja. Eni so glasbenike uporabili znane, drugi so šli na modo, tretji so šli na pocen, eni so rekli, to je pa zdaj neuničljiv, lahko daš, lahko še pod vodo poslušaš zvok, če hočeš. Tako ja. Tega je bilo ogromno. In tukaj imamo podjetja od garažnih do največjih korporacij. Podobno je pa tudi pri teh zapestnicah, pri števcih gibanja, korakov, vsega, kar človek počne skoraj. Višine kalorij, pota. Ja. Čeprav pa tukaj se pa mogoče zaenkrat ukvarjajo z njimi pretežno velike korporacije. No, vsaj, Ja, ali pa tisti, ki so zbrali zelo veliko milijonov od startupov oziroma investitorjev, ki vlagajo te nekako tvegane posle. Se pa vidi, da enostavno cene tipal in vsega tako hitro padajo, da ta stvar dejansko zdaj postaja, če smo pred par leti govorili, da oblačilna elektronika enkrat v prihodnosti pride, je zdaj... Smo videli prve prototipe. Ja, je zdaj stvar tako poceni, da enostavno to lahko rečemo, da letos najbrž bo prišla v mainstream. Ja, zato ker smo že videli čisto konkretne izdelke, oziroma ogromno teh stvari je bilo konkretnih izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v spletnih trgovinah ali pa celo na letališču, vsaj te, ki so najbolj znane, in to stane recimo $100 do $150 ali pa celo pod $100. To, kar ti senzorji, ki merijo vse živo, vse cenijo. Je pa hecen, da so imeli pa te prodajalci majčkene težave pojasniti, zakaj je to sploh dobro. Majhen sva jih provocirala z vprašanjem, dobro, ampak če jaz vem, koliko korakov sem naredil, pa koliko sem se spotil, pa koliko kalorij sem pojedel, pa da vidim točno, da mi aplikacija izračuna vse, kar lahko izračuna, kaj si pa jaz lahko res pomagam s temi podatki. Ja, pa tudi tisto klasično vprašanje, kakšen problem mi ta zadeva sploh rešuje. Ja, recimo. In v glavnem so bili sami taki generični odgovori, ja, to je zdravo. To je dobro zate, to ti omogoča boljš organizirati življenje in podobno. Ja, ali pa daje ti motivacijo, za naprej, da se giblješ na mesto, da sediš pri miru ali pa nekaj v tem stilu. Ja, zato ker to so res taki osebni priganjači. To, če ta zapestca, recimo ene so take, da če zaznajo, da predolg časa sediš, kar je seveda v teh naših sedečih poklicih običajno ti tako zavibrira, pa te nažene, da greš magar narediti en krog po stanovanju ali pa po pisarni, ali pa lahko ti gleda, kakšne imaš spalne ritme in ti pove, da čeprav imaš občutek, da spiš dosti, da v resnici ne spiš dobro. No, ta kvantifikacija vsega je izredna. No, saj to sva se pa tudi že kasneje posebej pogovarjala z nekom iz Silicijeve doline, ki je povedal v bistvu isto zgodbo, da zvečer ob koncu delovnega dneva, recimo, ko v pisarni vidi, da je šele na polovici svojih dnevnih teh ciljev, se potem odloči, da gre do doma peš namesto, da bi šel z avtobusom ali pa poklical spet eno od številnih takih aplikacij, recimo najbolj taka v San Franciscu, trenutno so tele taksiji na podoben način, ko ti narediš enostavno na tako licenco in potem v svojem mobilnemu telefonu naložiš aplikacijo in na podoben način, kot recimo pri Skypeu ali pa chatu, daš zeleno lučko, kdaj si na voljo, tukaj je isto, enostavno se vklopiš tako, zdaj sem pa na voljo kot šofer in potem imaš zadnji sistem, ki vse tiste, ki so v sistemu, vodi kot taksiste in potem si lahko, če hočeš, 2 uri taksist, če se ti lih ne da tako jeti domov. In ta stvar je spet tam zelo zaživela in je tudi zelo aktualna in se po svetu širi. No, med temi brezštevilnimi obiskovalci sejma je bilo tudi par slovenskih podjetij, startupov, ki sicer niso tam razstavljala, so pa, tako kot midva, njihovi predstavniki hodili naokrog, iskali priložnosti za pogovor ali z investitorji, potencialnimi kupci ali z takimi, kot so bila midva, da njihove zgodbe predstavijo v najbolj branih tehnoloških medijih. Ki so seveda vsi imeli štabe tam, take zelo velike. Ja, vsi po
vsaj 5-10 ali pa tudi 20 novinarjev, ki so tam v ozadju delali. V realu je bilo zanimivo gledati, na kakšen način so novinarji del ekipe hodili po terenu, drugi so pa tam v ozadju postprodukcijo pa objavi. Ja, teh je bilo kar nekaj. Srečala sva dva. Špetiča sva srečala, mislim, da tik preden je šel na tisti dogodek, ki je izvedel, da so njegove kocke dobili nagrado TechCruncha. Tako. Pa srečala sva ekipo, ki izdeluje žetončke Chipolo, ja, ki pomagajo, da ali najdete eno napravo, na katero obesite ta žetonček, ali pa da najdete izgubljen telefon, če potresete ta. Tako, in oni so bili eni od tistih, ki so bili letos uspešni, oziroma lansko leto, ki so bili uspešni na Kickstarterju in so tudi dosti tega zagonskega kapitala pridobili. In so zdaj začeli proizvodnjo. In so zdaj dejansko začeli proizvodnjo in prodajo ta svoj izdelek. To je tudi, nekaj je bilo tudi takih, ki so pač prišli iskat nove priložnosti. Računava, da ti sejmi še ne bodo zamrli, da bodo še kar nekaj časa jih prirejali po svetu. Recimo v Evropi imamo podoben sejem IFA, v Aziji imajo nekaj podobnih, Computex pa še kakšnega drugega. Tukaj v Ameriki je CES. Ja, je pa verjetno tudi to res, da en par jih je propadlo v zadnjih letih in verjetno še nekaj bo propadlo, zato ker se pa vidi, da je treba se zelo specializirati. No, seveda, ker recimo Cebit je recimo primer sejma, ki je izgubil precej svoje nekdanje veljave, ker je bil mogoče preširok za današnje razmere, pa ni toliko fokusiran, specializiran. Ja, bil je tako, ali bil preširok ali pa celo preveč tehničen, zato ker ena od stvari, ki je pa tudi lahko, ki je bila tudi na CES-u zelo dobro vidna, je pa to, da elektronka sama po sebi danes ne zanima več nikogar, razen res unih trdih inženirjev in razvijalcev, medtem ko vsi ponudniki tam so poskušali elektronko tako ali pa drugače zapakirati v zgodbe. Tako da, jaz mislim, da ena od, ki sva gledala, kjer so bile najpogosteje uporabljene besede na tiskovnih konferencah, so bile kaj? Ustvarjalnost, strast, v glavnem tako, zelo grejo na čustva, pa na konkreten način uporabe elektronke, pa na to, na kakšen način ti skozi elektronko prodajajo življenjski slog. Ali je to pameten dom, ali je to delo na domu, ali je to skrb za starejše, ali je to zdravje, ali je to karkoli. V glavnem elektronka je samo še zabava, igra, uživanje. Zabava, igra, karkoli. Elektronka je res samo še gradnik za storitve, industrije, zabave in še česa. Ne pa več tako samo sebi namen. Zato verjetno taki trdo-tehnološki dogodki se bojo verjetno preselili pa verjetno res v tako samo poslovne konference in okolje za razvijati. Je pa tak sejem vseeno še vedno tudi razstava naprav, ki jih bomo lahko kmalu dejansko kupili. Tudi nekaj od njih seveda v Sloveniji. Recimo na preizkus smo že dobili najbolj izpostavljen telefon sejma, Sonyovo Xperia Z1 Compact. Pričakujemo tudi precej tablic, računalnikov, pa tudi kakšen televizor sejma, seveda ne pa vseh, ker tukaj razstavljajo razni kitajski in drugi razstavljavci, ki v Sloveniji niso tako prisotni. Ja, je pa bilo zanimivo tudi to videti, da ko so polegle vse tiste velike tiskovne konference in pač velikih blagovnih znamk in se sprehodiš po kitajskih dvoranah, pol vidiš dejansko, da imajo kitajski ponudniki že praktično vse ukrivljene 4K in podobne televizorje že narejene. Zato verjetno z njihovo industrijsko močjo in produkcijo verjetno ne bo tekmoval nihče. In tudi za taka okolja, kot je recimo slovenski, izgleda, da na področju visoke tehnologije res lahko razmišljamo predvsem o kakšnih takih malih dodatkih povezanih z življenjskim slogom, ali Chipolo, ali pa kocke, ali pa seveda, če imamo kakšne take zelo dobre ideje za storitve in jih pol pač naročamo tistemu, ki jih zna poceni izdelati. Taki so bili najini vtisi iz letošnjega največjega sejma zabavne elektronike v Las Vegasu, ki sva ga obiskala Lenart in Matjaž.